Internet je poln čudnih stvari o nezemljanih, NLP-jih in življenju v vesolju nasploh. Na voljo je veliko videoposnetkov in fotografij NLP-jev in nezemljanov, med katerimi je ogromno ponarejenih. Vendar ni vse ponarejeno. Namreč občasno se le pojavi nekaj, kar dejansko uspe pustiti pečat. In eden od teh je bila serija videoposnetkov, ki so se pojavili na spletu in prek katerih je avtor trdil, da prikazujejo žive vesoljce znotraj nekega vladnega sistema. Leta 2011 je začel krožiti zelo zanimiv video. Uporabnik, ki ga je naložil na YouTube, je bil Ivan0135. No, na tem videu oziroma v tem videu so prikazana nezemeljska bitja, ki jih zaslišuje neka vladna agencija. Domnevno je to KGB. V videoposnetkih je prikazano torej bitje, ki je zelo podobno rasi v ufologiji poznani kot Siva. Zaslišuje ga in pregledujejo, domnevno kot neke vrste diplomatska izmenjava. Bitje je opisano kot pripadnik zvezdnega sistema Zeta Reticuli. In tu je, zato ker je bil poslan v okviru dogovora o zadevah skupnega interesa. Pravijo, da so te vesoljce spremljali neki posebni uradniki in da so se srečevali le z ljudmi na zelo visokih položajih. In čeprav jih je bilo v filmu več, med njimi najbolj izstopa eden. Imenujejo ga Skinny Bob. Skinny Bob je videti kot zelo vitka, sključena postava s preveliko plešasto glavo, usti v obliki reže, zelo velikimi očmi, ki se zdijo zelo izraziti in utripajo, in rokami, ki so zelo dolge in zelo dolgimi prsti. Očitno je bila z bitjem uporabljena cela vrsta v intervjujev, na dan so pa prišli samo nekateri posnetki. Najbolj znan posnetek prikazuje Skinny Boba, ki se zdi za mizo, očitno v nekem telepatskem intervjuju. Nato pa vidimo posnetke vesoljca od glave do peta, na katerih so vidne njegove nesorazmerno dolge roke in nenavadna postava. Sledi posnetek, na katerem bi vesoljec spal, in to v tekočini. Ta bitja naj bi snemali brez njihovega soglasja. Zdaj pa se poraja vprašanje, kdo je pravzaprav Ivan? Namreč takoj po objavi teh videoposnetkov je začela razprava o njihovi pristnosti in seveda, zakaj bi nekdo z imenom Ivan0135 te videoposnetke sploh objavil, ne? Nekateri so prepričani, da so ti videoposnetki resnični, spet drugi so prepričani, da ti videoposnetki nikakor niso resnični. No, strokovnjak za posebne učinke Ben Phillips je povedal: če je Skinny Bob ponaredek, potem je to animatronična lutka. Če je digitalna lutka, torej taka lutka, je odlična in njen ustvarjalec je bil absolutno profesionalec. Če ta posnetek torej ni pristen, potem so potrebovali zelo drago studijsko opremo in cel kup ljudi. Zadeva je ali pristna, ali pa so za ta video porabili vsaj $250,000. In zakaj bi sploh nekdo naredil nekaj takega? Seveda so tu razne teorije. Mogoče je šlo za viralno trženje, za nek film, za nekaj, kar pa dejansko nikoli prišlo v javnost. Torej, mogoče je bila to nekakšna virusna akcija, neko trženje za nek znanstveno-fantastični film, ampak če je že tako, za kateri film se pravzaprav gre? Namreč leta 2011 ni bilo niti enega filma, ki bi lahko bil povezan s Skinny Bobom. Spet drugi strokovnjak je povedal, da so številni strokovnjaki spet iz filmske industrije proučili posnetke in večina se strinja, da če gre za ponaredek, je to delo zelo bogatega studia. Ocenjujejo, da bi moral imeti studio zlasti v letu 2011 za izdelavo nečesa takega približno $250,000. In kdo je ta skrivnostni uporabnik, ki je naložil vse te videoposnetke in kam je izginil? Še dan danes ni prevzel odgovornosti za posnetke, to je pa seveda še povečalo uganko. Naj gre za prevaro ali pač ne, so videoposnetki Skinny Boba v svojem času povzročili pravo senzacijo. O njih se je
tako razpravljalo takrat in razpravlja se še vedno danes, ker težko je doseči oziroma ugotoviti, ali res je to ponaredek, ali je pa to pač pristno. Sicer pa, tako bomo rekli, lahko bi imeli pred očmi najboljše dokaze, da je videoposnetek pristen, ne? Ampak nekako si ne bi upali verjeti. Torej, nihče ne ve, kdo je skrivnostni Ivan 0135. Nikoli ni razkril svoje identitete in je preprosto izginil. Ostal pa je Skinny Bob, tukaj za nas, in nas pozdravlja svojo majhno roko z dolgimi prsti. Zgodbe odkrito.si